Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Žiga Pavšič, sem predsednik Društva TRS in kot je kolegica že povedala, nastopamo na tej skupni listi. Pripravljamo oster boj proti sistemski korupciji in skrb za dobro delovanje države in vseh javnih institucij. Tako v Evropi, kot tudi v Sloveniji vlada korupcija verjetno bolj kot kdajkoli prej. Ljudje živijo vedno težje, ekonomske in politične elite pa bogatijo še bolj. Za ta cilj ne izbirajo sredstev. Korupcija, kriminal, celo vojna ni ovira. Evropsko komisijo vodi ženska, ki je svojo koruptivnost že pokazala kot obrambna ministrica Nemčije, nato pri cepivih in zdaj bo poskrbela za bogatenje vojaškega lobija. Naše vlade, leve in desne, poslušno prikimavajo. To se mora nehati. Z dosledno kazensko politiko in uvedbo trajnostnih gospodarskih ukrepov se je treba spopasti s pojavom divjega neoliberalizma, ki se je v državi tako močno razpasal, da resno posega v dobrobit vseh državljanov in državljank. Obenem pa sistemsko ogroža vse družbene dejavnosti, od javnega zdravstva in izobraževanja do gospodarstva. Vse pogostejše neupoštevanje zakonodaje ogroža tako mlade in upokojence kot delovno aktivno populacijo, zaradi ignoriranja okoljskih standardov, pa tudi okolje in zdravje vseh prebivalcev Republike Slovenije. Zahtevamo učinkovitost, operativnost in življenjskost zakonodaje pri zasegu nezakonito pridobljenega premoženja. V primeru osebnega stečaja se preveri zakonitost pridobljenega premoženja vseh povezanih oseb in družinskih članov, s čimer bi se izognili skrivanju premoženja. Za obdobje 5 koledarskih let se prepove ustanavljanje podjetij, zasedanje vodilnih položajev, zasedanje položajev v nadzornih odborih drugih podjetij, vsem, ki so bili udeleženi kot odločevalci, lastniki ali odgovorne osebe, podjetja oziroma podjetij, katerih stečaj je bila posledica koruptivnih ali drugih protizakonitih dejanj. Prav tako je nujna kadrovska in materialna okrepitev javnih služb za identifikacijo in pregon korupcije, obenem pa uveljavitev visokih standardov integritete in pregon navzkrižja interesov pri imenovanju nosilcev javnih funkcij. Toliko z moje strani, za vprašanje bom pa potem kasneje na razpolago. Hvala.